Evropski teden mobilnosti, ki spodbuja javnost k izbiri alternativnih načinov potovanja v mestih, se je v Kranju začel z dežjem, zaključil pa danes v sončnem vremenu z lepim številom kolesarjev, ki so za sklepno dejanje izbrali kolesarjenje od Kranja do Škofja Loke. Predvsem sem zelo vesel, da so se nam priključili mladi iz gimnazije Kranj in kluba študentov Kranj, kar pomeni, da se nekje to medgeneracijsko sodelovanje vedno bolj krepi. V boju ugotavljamo, da smo en drugemu potrebni. In to je že en iz korakov, ki jih Evropski teden mobilnosti prinaša. Evropski teden mobilnosti iz leta v leto prinaša spodbudne rezultate, namreč vedno več je takih, ki se odločajo namesto z avtomobilom v službo podati s kolesom ali kar peš, če le razdalja ni predolga. Glede na to, da se vsako leto približno 20% občin, pa tudi mest v Evropi priključi Evropskemu tednu mobilnosti, jaz mislim, da to je prava pot. Sicer je dolga, ampak je pravilna. Tako je, ravnatelj gimnazije v svojem govoru povedal, da je v šolo kolesaril, kar pomeni, da smo trajnostno mobilnost davno nazaj že imeli, takrat, ko ni bilo avtomobilov. Ja, mislim, da takih projektov ni bilo, pa da dejansko se takrat varnosti ni posvečalo toliko pomena. To pa seveda tudi zaradi razloga, ker je zaradi same gostote prometa bila varnost večja. In se nekaterih stvari preprosto je bila verjetnost, da se take situacije, kot se zdaj vsak dan dogajajo, se takrat niso mogle. Se pravi, da moraš tudi kot kolesar biti veliko bolj izkušen, pa čeprav so zdaj povezave pa vse veliko bolj urejene, je vsekakor kolesarjenje tudi nevarno. In tega se je treba zavedati, v takih trenutkih še bolj poudarjati. K vseevropskemu tednu mobilnosti so pristopila tudi ostala mesta v regiji. Lansko leto smo dobili naslov, laskavi naslov najbolj aktivne občine na Evropskem tednu mobilnosti in jaz sem tudi letos računam, da se bo to ponovilo, ker smo res naredili veliko aktivnosti. Mestna občina Kranj se je zavezala, da bo na trajnostni mobilnosti dvignila število udeležencev, predvsem v prometnih rešitvah, torej kolesarjev, pešcev, uporabnikov avtobusnega prometa na 35% do leta 2023. To je kar zahteven cilj, glede na to, da bo v Kranju potrebno poskrbeti za primerno kolesarsko infrastrukturo. Letos smo na tem naredili že zelo veliko, smo pa tudi zdaj prijavili, ni še potrjeno, za subvencije Evropske unije z naslova centralnih trajnostnih naložb, torej CTN, kompletno kolesarsko stezo iz Kranj vzhod do Kranj zahod. In če to zadevo, če pridobimo, pa če bomo tudi zagotovili lastna sredstva, bomo lahko eno zelo lepo povezovalno kolesarsko stezo dobili. Nova kolesarska trasa bo potekala od Kranjske gimnazije čez Sorško polje do gimnazije Škofja Loka. Povezovanje mest na kolesarski način. Odlična zamisel.